Drage dame, cenjeni gospodje, predzadnji teden letošnjega avgusta je bil vroč kot 100 hudirjev zaradi vremena, kajpak in tudi zaradi atletike. Če ne živite v jami ali ste na dopustu brez signala ali pa vas kraljica športov popolnoma nič ne zanima, kar da verjamem, potem veste, da se v nam sosednji Budimpešti dogaja 19. svetovno prvenstvo v atletiki. Izjemen stadion, ki so ga ob Donavi postavili za namen tega prvenstva, sedaj bo to nacionalni atletski center, ima kapaciteto 36.000 sedežev, je skoraj ves čas poln. Par tednov nazaj sem še pregledoval možnosti za nakup kakšne karte, pa so bili določeni dnevi, recimo današnji, popolnoma razprodani. Posebej večerni program je nabito poln. Tudi dopoldanski se dobro prodaja. Očitno Madžari, Evropejci nasploh, izredno ljubijo atletiko in prav veselje je spremljati boje na stezi, na zelenici, ko zraven navija vsa ta več tisoč glava množica. Popolno nasprotje recimo prvenstva v Dohi pred 4 leti, ko so tribune bolj ali manj samevale, pa tudi lani v Eugenu je bil stadion precej manjši. Budimpešta je upravičila izbor za atletsko prestolnico tega poletja, brez dvoma. Če ste bili tam ali pa boste, potem mi boste prav gotovo lahko pritrdili. Atletika je super šport, zaradi korone zamaknjeni program, pa pomeni, da bomo sedaj imeli kar 5 let zapored velika svetovna atletska tekmovanja. Leta 2021 so bile to olimpijske igre v Tokiu, lani Eugene svetovno prvenstvo, letos Budimpešta, drugo leto Pariz olimpijske igre, še prej Rim evropsko prvenstvo, leta 2025 pa spet svetovno prvenstvo, tokrat v Tokiu. Priložnosti za medalje bo tako ogromno, konkurenca zanje je tudi vedno večja, vsaj povedanem letos. Pravi spektakel, tako da še nas čakajo odlični atletski boji. Preden pa priletimo najimenitnejše dogodke, najprej slovenski nastopi reprezentanca in kje smo? Kar 11 deklet in samo 2 moška v reprezentanci, ki je potovala na to svetovno prvenstvo. Med moškimi je seveda prvo ime metalec diska Kristjan Čeh, ki je domov že prinesel srebrno medaljo. Ste gledali ta finale? Kakšna tekma. Praktično nihče v kvalifikacijah ni vrgel norme 66 metrov pa pol, no pa je že otvoritev finala pokazala, da bo tokrat treba vreči blizu 70 metrov za medaljo in tako se je izkazalo. Tudi Kristjan Čeh je tako zastavil z metom nekaj nad 69 metrov, je dolgo časa vodil, potem pa mu je za 10 cm šel Šved Štal. Tretji Lekna ni bil nevarno blizu, tako da so bile medalje praktično že razdeljene do zadnje serije, zadnjih 2 metov, ko je najprej metal Čeh in zalučal orodje čez 70 metrov in praktično smo že vsi tulili navdušenja. To bo zlata medalja. Prav gotovo čakal je še zadnji met Štala, no predstavljate si ta pritisk. Šved pa popolnoma skoncentriran, ni popuščal in vrgel disk še meter pa pol dlje od Čeha, pobral tudi rekord svetovnih prvenstv in na koncu zlato medaljo. Kako to fantje zmorejo, taki napetosti mi nikoli ne bo jasno, no. Naš Diskopolus Čeh kljub srebru ni bil slabe volje, vendar je priznal, da je bil Štal tokrat boljši, vendar pa je obljubil, da bo naslov kmalu spet v njegovih rokah, rekordi pa tudi. Tako se govori, Kristjan. Bravo. Pri dekletih imamo trenutno najboljši rezultat naše izjemne skakalke v palici Tine Šutej. Tudi ta tekma, če ste jo gledali, je bila noro napeta. Tina je skakala neverjetno. 4,80 je postavila tudi nov državni rekord na prostem in ko je že kazalo na medaljo, sta se odlepili
Avstralka Kennedy, Američanka Moon, no Tina pa je zgolj zaradi enega poskusa več tretje mesto morala prepustiti Finki, sama pa je še enkrat več, že drugič zapored pristala na 4. mestu, nič ne de. Tina, bravo, čestitke, glavo gor, drugo leto greš naprej, najprej po evropsko medaljo, potem pa še na olimpijske igre. Pa ostali naši, super je tekel mladi Matici Janguček v kvalifikacijah nizkih ovir na 400 metrov in pridobival izkušnje v isti disciplini. Pri dekletih je nastopila Agata Zupin, Nika Glojnarič je tekla v kvalifikacijah 100 metrov ovire, Martina Ratej pa je naša veteranka metala kope v kvalifikacijah, ni imela najboljšega dne, nič ne de. Izvrstna tekmovalka, pričakujemo jo še na kakšnem velikem tekmovanju. Neja Filipič in Neja Pepelnak sta v troskoku skočili skoraj identično in ostali v kvalifikacijah. Danes pa še pričakujemo nastop Lije Apostolovski v skoku v višino. Jutri od 7 naprej pa bomo gledali neposredni prenos maratona, maratona v Budimpešti, v katerem bo nastopila tudi Neja Kršinar. Končno je tudi Neji uspelo prebiti se na tekmovanje najvišjega ranga na svetu in že to je v tej konkurenci izjemen uspeh. Dajmo, Neja. Proga, maratonska proga, če ste jo uspeli virtualno prečekirati, je res izredno lepa in če ste bili kdaj v Budimpešti, pa se samo spomnite tistega trga herojev, te izjemne arhitekturne mojstrovine, kjer bo štart in cilj in kar 4-krat tudi krog okrog tega trga, kjer bodo tekači obračali in potem tekli po znameniti aveniji Andraši, čez znameniti Verižni most, skozi tunel pod gradom Buda in nazaj. Proga neverjetna, hitra, noro zanimiva, tudi verjamem, da bodo tudi navijači naredili spektakel. No, ko sem gledal predstavitev te proge, so me začeli noro srbeti tudi pod plati in bi šel to reči, ker gledati v živo, pa morda po maratonu odteči še sam kakšen krog. Nej želimo odličen nastop, držimo pesti, da jutri ob 7, še ne bo peklensko vroče, sicer je v Budimpešti te dni tudi vročinski val, ker temperature dosegajo čez 35 stopinj. Senci, še 2 slovenski poslastici ta vikend nas čakajo, teh ne smete zamuditi. Danes večer na 800 metrov polfinale teče Anita Horvat, nedeljo ob 9:30 zvečer pa zaključek praktično tekmovanja Maruša Mišmaš-Drimšek v finalu Steeplechasea. Obe sta doslej pokazali suvereni predstavi, ali lahko katera še preseneti, morda osvoji celo medaljo, pa bomo videli. Dajmo, punce. No, moj današnji gost bo predsednik Atletske zveze Primož Feguš, ki mi bo več povedal tudi o vzdušju na prvenstvu, pričakovanjih in izpolnjenih ciljih, pa še kakšno o prihodnosti slovenske atletike, no, ampak dajmo še prej pogledati ostalo dogajanje na prvenstvu, ki je vsak dan poskrbelo, da smo bili na trnih. Doslej zgolj en svetovni rekord v mešani štafeti na 400 metrov, 4x400 metrov, ampak kdo rabi več rekordov, če ima take dvoboje in drame. Ja, kdaj tudi ugotoviš, to zdaj zase govorim, da si se malo postaral, ko so res vsi atleti, ampak res vsi, tudi največji veterani, mlajši od tebe za kar nekaj let. No, pa saj še polovica trenerjev in sodnikov. Ampak to užitka, spremljanja atletike prav nič ne zmanjša, ravno obratno. Čudovati ta natrenirana telesa, ki presegajo meje, je še toliko bolj spoštovanja vredno, ko jih ne moreš niti abstraktno več primerjati samim sabo. Ja. Morda veste, katera je trenutno najuspešnejša atletinja tega prvenstva? Ne, ni tekačica, ni skakalka, tudi ni metalka. Je Marija Perez iz Španije, ki je dobila tako 20 kot 35 kilometrsko preizkušnjo v hitri hoji. Ja, hoja. Disciplina, ki jo manj spremljamo, pa vseeno pritegne veliko tekmovalcev, samo pri ženskah recimo kar 48 tekmovalk iz 23 držav.
lahko katera od ostalih atletin parira Mariji in se proslavi kot recimo večkratna letošnja svetovna prvakinja in medalistka? Pa da vidimo. Morda Sha'Carri Richardson, kontroverzna ameriška sprinterka, ki je bila z olimpijske ekipe pred leti izključena, ker je uživala marihuano. Ja, zgolj 1,55 m visoka, potetovirana petarda je z neverjetno frekvenco korakov na 9. progi v teku na 100 metrov strla upor jamajške reprezentance Shariko Jackson in veteranko Shelly Ann Fraser na čelu. 10,65 je tudi rekord svetovnih prvenstev, zato se sprašujemo, kaj lahko opravi na dvakratni razdalji, ker pač ni specialistka, se ji bo Jacksonova maščevala in obrnila naslov v dlani. Danes večer, potem se bomo spominjali tudi tekov Alenke Bikar, ki je pred leti zastopala Slovenijo v tej disciplini. Ob odsotnosti Sydney McLaughlin, ki je sicer svetovna rekorderka na 400 metrov z ovirami in se je letos preusmerila na tek na 400 metrov, je en stadionski krog pripadel Mary Lady Paulino iz Dominikanske republike. 800 metrov, ja, ta se teče v nedeljo, spet lahko pričakujemo boj starih rivalk, prvakinje Ating Mu iz Združenih držav in Britanke Kelly Hutchinson, katera je v boljši formi. 800 metrov v nedeljo. 1500 metrov za ženske, ja, brez presenečenj. Kaj pa Faith Kipyegon po porodu, neustavljiva, še boljša. Letos je postavila že več svetovnih rekordov, tudi tega na 1500 metrov in v finalu na svetovnem prvenstvu ni pustila nobene od konkurent blizu. Večkratna olimpijska in svetovna prvakinja je dala še eno zlato svoji zbirki in sedaj glavno vprašanje, ali bo osvojila dvojček in dobila tudi tek na 5000 metrov. Tu bo konkurenca še bolj zagrizena. Žal ni vmes Klare Lukan, ki bi morala teči že v predtekmovanju. Veliko smo si obetali od nje, tudi letos je tekla izvrstno 15 minut in sekundo. Kakšna pa je konkurenca na 5000? V tem prvenstvu je Gudav Cegaj bo zraven, ki je že dobila 10 000 metrsko preizkušnjo, pa neverjetna Sifan Hassan, ki teče za Nizozemsko. Hasanova je med drugim vzela bron na 1500, na 10 000 pa vodila praktično do 30 metrov pred ciljem, kjer je od izmučenosti padla, se spotaknila in prepustila potem vse 3 medalje Etiopikam. Sifan Hassan, ja, ta Etiopika, ki teče za Nizozemsko, je, paste to zdaj, 4 mesece nazaj zmagala na londonskem maratonu, sedaj pa v Budimpešti dobila medaljo na 1500. Njen finiš je neverjeten, v kvalifikacijah na 5000 je to pokazala. Na tem prvenstvu ciljala na trojček, 1500, 5000 in 10 000. Na 10 000 se žal ni šlo, morda bo več sreče na 5000, čeprav verjamem, da ji konkurenca ne bo popuščala. Vseeno se ne spomnim, da bi kdaj v zgodovini imeli tekmovalko ali tekmovalca, ki bi v eni sezoni nastopil tako na srednjih progah na stezi, pa še na maratonu in bil konkurenčen, še več kot konkurenčen. Hasanova bo na tem prvenstvu tekla, poleg tega v 3 disciplinah, po vseh kvalifikacijah, vmes redno še trenira, ker naj bi čez mesec in pol tekla na maratonu v Chicagu. In ne samo tekla, obljubila je, da bo napadala tudi svetovni rekord. Res, res noro. Gremo še na ostale discipline. Pri ženskah 100 metrov ovire, ja, kjer se je Brigita Bukovec kot prva Slovenka proslavila že več kot 20 let nazaj. Presenečenje z Jamajke, včeraj je bila ta disciplina. Daniel Williams, ta je že dobila svetovno prvenstvo 2015, je premagala favoritinjo Camacho Quinovo iz Portorika. Včeraj je bil tudi tek na 400 metrov z ovirami, končno, ja, smo dobili tudi evropsko zmagovalko svetovnega prvenstva. Femke Bol, prva favoritinja, je suvereno zmagala, praktično vodila od štarta.
Sedaj bi morala imeti že 2 zlati medalji, saj je v zadnji predaji mešane štafete 4x400 zgolj nekaj 10 metrov pred ciljem nesrečno padla, se je spotaknila, potem je mimo nje švignila Američanka, ki je svoji ekipi pritekla ne samo zlato, medaljo pač tudi svetovni rekord. Ampak Femke se je dobro pobrala, 400 metrov z virami je v žepu zlata medalja. Pa tudi bomo videli, kaj bo v ženski štafeti 4x400 metrov, verjamem, da bo tudi tu Femke v najboljši možni formi. Steeplechase pri ženskah bo na sporedu v nedeljo, kot že rečeno, pa še obe štafeti 4x100, 4x400 metrov. Na tem prvenstvu po koronskem v polni sestavi nastopa več kot 2000 atletov iz 200 reprezentanc, skupaj pa bodo domov odnesli kar 49 kompletov medalj. Kaj pa moški? Tudi pri moških je trenutno najboljši atlet z 2 zlatimi medaljama Alvaro Martin, Španec v hitri hoji. Tako, kdo pa lahko prehiti njega kot atlet, ki bi se proslavil kot atlet tega prvenstva? Morda Noah Lyles, Američan, ki je dobil 100-metrsko preizkušnjo, kar napeto, kar živčno je bilo vse skupaj, ampak na koncu Noah Lyles 9:83, suvereno pred Tebogom iz Bocvane, mladeničem, ki obeta, in Hughesom iz Velike Britanije. Vsi trije so tudi kandidati za 200-metrske medalje. Noah Lyles je velik favorit, na 200 metrov še večji kot na 100, prvak od lani, ki je napovedoval za letos tudi svetovni rekord. 19:19 od Usaina Bolta kani popraviti za desetinko. Pa da vidimo danes zvečer eno od poslastic. 400 metrov, včeraj presenečenje na stezi, izrazitih favoritov ni bilo, 2 nekdanja prvaka sta zbledela Kirani James in Van Niekerk, ki je svetovni rekorder, zato pa je presenetljivo odnesel Antonio Watson iz Jamajke, pred Angležem Hudson Smithom, ki je že v predtekmovanju postavil nov evropski rekord. Ta je bil prej star kar 36 let, že iz davnega prvenstva leta 87 v Rimu. 800 metrov, ena od zanimivejših preizkušenj. V soboto zvečer na sporedu prvi favorit je Kenijec Wanjonji. 1200 metrov, disciplina, ki jo prav gotovo niste spregledali. Na stavnicah je bilo jasno. Tole bo dobil najboljši v tej sezoni, olimpijski prvak in lani drugi, tudi nov svetovni rekorder na 2 milji in tako naprej. Kdo drug kot tekač generacije, Jakob Ingebrigtsen iz Norveške. Tekma je bila sorazmerno hitra, nekaj popuščanja je bilo v drugem krogu, potem pa je Ingebrigtsen stopil na gas, sicer bil ves čas v vodstvu. V zadnjem krogu je začel še bolj pospeševati, a ne dovolj, da ga v zadnji krivini 200 metrov pred ciljem ne bi silovito napadel Britanec Josh Kerr. Kakšen napad je bil to, Ko sta prišla na ravnino, je Kerr začel dobivati centimeter za centimetrom, tekel je živalsko in Ingebrigtsen ni več zmogel odgovoriti. Senzacija, oba sta tekla 3:29 in še drugo leto zapored. Poraz Ingebrigtsena na njegovi glavni disciplini in to na svetovnem prvenstvu in še drugič zapored ga je porazil Britanec na prvi stopnički, ne samo Britanec, Škot. Jake Whiteman lansko leto, letos Josh Kerr, res gre po stopinjah zanitih Angležev, kot so bila Sebastian Coe in Steve Cram. Tudi Sebastian Coe, kot zanimivost, mu je čestitev tako v cilju predsednik Mednarodne atletske zveze, je bil ponosen na svojega sonarodnjaka. 3500 je bil še Norvežan Nordas, ki ga trenira kot zanimivost,
oče od Jakoba Ingebrigtsena. Noro. Naslednje leto bomo to disciplino spremljali ne samo na olimpijskih, še prej. Ja, morda bo šel najprej Jakob na evropsko, da si tam morda izbrusi pete in potem gre braniti vsaj olimpijsko krono. Gremo na dolge proge. Joshua Cheptegei, svetovni rekorder na 5 in 10, je osvojil zlato na 10.000 metrov. Na 5000 metrov žal ne bo nastopil, pravi, da ima manjšo poškodbo stopala. Sicer bi se lahko udarila z Ingebrigtsenom, ki bo poskušal najti pot do vsaj ene zlate medalje na tem prvenstvu v nedeljo. Finale bo v nedeljo, na zadnji dan prvenstva. Še prej v nedeljo ob 7 zjutraj moški maraton, na isti progi kot ženski. Zmagovalec od lani je Tamirat Tola iz Etiopije. Upajmo, da ne bo preveč vroče. Toplota lahko vpliva tudi na rezultate. Lansko leto so tekli izvrstno v Eugenu 2:05 za zmago. 110 metrov oviro pri moških, dobil jih je Holloway, Američan, 400 metrov z ovirami, Severino Karsten Warholm, ja, svetovni rekorder in olimpijski prvak. Hudo zanimiv je bil tudi moški steeplechase, 3000 metrov z ovirami, disciplina, ki je bila dolga leta kenijska domena, je zdaj vse prej kot to. Ja, za zmago sta se pomerila svetovni rekorder Lameča Girma iz Etiopije in El Bakali Maročan, ki je lanski svetovni prvak, ja, in tudi olimpijski prvak. Kljub silovitemu tempu, ki ga je Girma vzdrževal do zadnje vodne ovire, ja, je dolgonogi El Bakali postavil stvari na svoje mesto in silovito potegnil v ciljno ravnino, da mu ni mogel slediti nihče, tudi Girma ne, in dodal še eno zlato v svojo zbirko. Morda, sedaj mu manjka namreč samo še ta, bo vsaj v naslednji sezoni lahko naskakoval tudi svetovni rekord v tej disciplini. Kaj nas torej čaka danes? Ja, na sporedu 800 metrov ženski polfinale za Anito Horvat, pa oba finala na 200 metrov od zanimivših disciplin, jutri ženski maraton za Rana, pa moških 800 metrov zvečer, ženskih 5000 metrov, zaključek 10-boja in 4x100 v obeh konkurencah. Zadnji dan v nedeljo pa moški maraton za začetek, pa potem ženskih 800 metrov, moških 5000, pa ženski steeple z Marušo Mišmaš. Ja, zvečer 21:30, ne zamuditi. To bo tudi za Slovence še zaključek, morda vrhunec tega prvenstva. Če ste spremljali prvenstvo, pa gledali pod noge, tekače ste morda opazili, da jih mnogo nosi svetlo roza, ja, copatke, to so Nike'ice ZoomX Dragonfly, ja, tudi srednje progaši imajo različno od teh Zoom Victory, pa Zoom Max Fly, ki je tudi popularna različica pač Nike'ic na tem prvenstvu. Parirajo jim Adidaske, sive z zelenimi črtami, ki so tudi opazne. Adizero Prime je tudi odnesel nekaj odličij na tem prvenstvu. Ja, glavna rivala sta še vedno tudi na tartanu Nike in Adidas. Ja, zaenkrat vodi Nike. Omenimo še ostale kontenderje, kaj se še nosi na tem prvenstvu. Essexe boste opazili pri nekaterih tekačih, pa kakšno Pumo, Onke, ja, tudi pa Hokice, jasno. Pozorni bomo seveda na maratonih še predvsem, ker bomo imeli dovolj časa, več kot 2 uri, da pogledamo, kaj pa tekači nosijo na cesti. Ponavadi se trendi in najnovejši modeli, ki se na teh prvenstvih predstavijo, potem zelo hitro pojavijo tudi na policah športnih trgovin za zagrizene rekreativce, ki jih pokupijo za svoje rekreativne maratone. Počakajmo na maratone torej. No, če je kdo od vas, ki tole posluša ali gleda v Budimpešti ali je bil, pošljite prosim kakšno fotko, da bomo vsaj
malo fovš. Ja. Meni se ni šlo, da bi bil v Budimpešti. Vprašanje, kdaj bo spet svetovno prvenstvo v atletiki tako blizu, ampak vseeno že na malih zaslonih je tole odlično opazovati, spremljati letošnje prvenstvo. Bo atletiki dodalo spet malo več sijaja. Tako. Sedaj pa pozdravljam mojega gosta, predsednika Atletske zveze, Primoža Feguša, ki se je pravkar vrnil prav iz Budimpešte. Spoštovana publika, z mano je predsednik Krovne zveze Atletske zveze Slovenije, Primož Feguš, ki se je pravkar vrnil iz Budimpešte. Pozdravljeni, Primož. Pozdravljeni, hvala za povabilo v vašo oddajo, z veseljem sem se odzval. Hvala za tak hiter odziv, ko sta se dopisovala, da se bova pogovorila takole, ste bil še sredi, bom rekel, drame, takrat se je ravno dogajalo finale meta diska, ja, pa vas nisem hotel motiti, ampak silom prilike se je tako išlo. Kako ste vi dojemali takrat tisto tam? Pravo besedo ste izbrali, drama, res je bilo napeto, pa ne samo v ponedeljek, ko je tekmoval Kristjan, tudi v bistvu potem še v nadaljevanju, Tinin nastop v sredo. Praktično od vsega začetka je svetovno prvenstvo ponudilo same presežke, tako da vsi atletski navdušenci definitivno uživajo vsak dan. Budimpešta, kar spremljamo zdajle nadaljavo, ima kar pravi vročinski val, ravno med prvenstvom, temperature do 37 stopinj. Je to čutiti v zraku, kakšna vročina je tam ob Donavi? Ja, ta vročina je nenormalna. Skoraj si ne znam predstavljati, kako mora biti zlasti v dopoldanskih urah na štadionu, ko imajo kvalifikacije. To, kar je Anita Horvat recimo opisovala, namreč takrat je štadion v celoti obsijan soncem, in se po mojem morajo temperature zelo približati že 40 stopinjam. Zvečer je malo lažje, ker za par stopinj pade temperatura, predvsem pa sonce ne sije več direkt na stezo, tako da mislim, da bo lažje tekmovati Aniti in pa Maruši, ki še tečeta zdaj v prihodnjih dneh. Menda pa je za atlete kar dobro poskrbljeno, vsaj kar berem odzive, kar se namestitev tiče, kar se priprav tiče, kar se vsega, kar se tiče pred tekmo, po tekmi. Kako so slovenski atleti recimo posevali razmere tam? Mislim, da so zelo dobro poskrbeli za vse atlete. Naši atleti so sicer nastanjeni cirka 40 minut vožnje do štadiona, ampak čisto ob Donavi, tako da dejansko samo enkrat prečkajo Donavo čez most in so potem že pri štadionu. Te dni smo se malo hecali, ne? Tu pa tam je seveda kdo pojamral, da je 40 minut vožnje kar daleč, ne? Naprimer, če bi v Tokiu naš hotel bil lociran samo 40 minut od tekmovališča, v glavnem bi bili vsi zelo navdušeni. Teda vse je relativno, no? Ampak kakor sem tudi sam obiskal atlete, trenerje, je hotel zelo lep, ima zelo dober ta bazenski kompleks, da se lahko tudi osvežijo po treningu oziroma po tekmi, in mislim, da je za njih zelo dobro poskrbljeno. Kar se pa štadiona tiče, je pa zadeva ultra fenomenalna. Praktično tega štadiona in pa celotnega dogajanja v zvezi s štadionom jaz še nisem izkusil, tako da v bistvu res vsaka čast Madžarom, da so pripravili res vrhunsko prvenstvo. Ja, ta štadion je bržkone namenjen sedaj tudi atletskim tekmovanjem prihodnje, bržkone tudi kakšnem večjemu mitingu, ne vem, kakšnemu evropskemu prvenstvu in tako naprej. Bržkone bodo tudi slovenski atleti v prihodnosti še na tem štadionu dosegali odlične rezultate. Sigurno. Štadion je sicer sedaj pripravljen za kapaciteto cirka 35,000 ljudi. Razlagajo, da bodo zgornji del štadiona odstranili. Gre namreč za montažne tribune, tako da bo ostal štadion v velikosti cirka 15,000 ljudi, ampak kakor opažam, zlasti športnega direktorja tekmovanja Martona Gulaja, je v bistvu zelo zainteresiran, da bi v kratkem gostil potem tudi evropsko prvenstvo. Mislim pa, da ideja o olimpijskih igrah v Budimpešti tudi ni čist nenormalna.
Se pravi, deva reči, daj, 2,36, 2,40, to bi že lahko bilo, a ne, ker to Recimo, ja. Glede na to, koliko časa se naprej, se morajo kar hitro v vrsto postaviti. No? Ampak zagotovo očitno imajo neko željo, tudi pač upoštevajo vso ostalo športno infrastrukturo, ki se v zadnjem času zgradili v Budimpešti ali v okolici, je to verjetno neko logično nadaljevanje. Ravno vodo sem prej omenil te epizode, da recimo kakšno diametralno nasprotje z Doho 2019, ne, ko praktično gledalcev skoraj ni bilo. Tudi lanski Eugene je bil pol manjši skoraj da. Ne. Vi ste bil v Eugeneu, ste lahko primerjate ti dve tekmovališči? Ne, Eugene sem spremljal nadaljavo, takrat se nisem udeležil tekmovanja, ampak ja, iz posnetkov, iz fotografij, iz pripovedovanj drugih, pravijo, da to niti približno ni primerljivo. Dejansko je to primerljivo mogoče z Londonom 2017, čeprav je bilo tam še več ljudi, angleška publika je še bolj atletsko naravnana, ampak praktično sobota, nedelja in pa od srede naprej je štadion razprodan, tako da ko navija vsa ta množica, cirka 35,000 ljudi, je res fenomenalno vzdušje. Ja, ko sem jaz to nadaljavo spremljal, pa par kolegov mi že zadnjič reklo, kaj pa če bi še to pogledati, itak kart ni bilo več za dobiti, niso bile drage, ampak Madžari, Evropejci, tudi Slovenci najbrž imajo radi atletiko, ste srečali veliko Slovencov ali pa slovenskih zastav tudi na štadionu? Zelo veliko. Moram reči, da je odziv neverjeten. Recimo, da je Atletska zveza Slovenije organizirala en del, če da rečem, navijaške skupine. Za en del je poskrbela športna agencija, ki bdi nad Kristjanom Čehom. Teda to lahko rečem, da je bilo organizirano, verjetno cirka 200 ljudi, medtem ko pa vse posod po štadionu si srečeval zelene majice slovenske atletike in pa slovenske zastave. Tako da, ko je Kristjan opravil častni krog po prejemu medalje, mislim, da se je na vsakih 5 metrov ustavil in pomahal v kakšni skupini Slovencev. Mogel biti izvrsto, no, tudi on sam, kljub temu, da mu je zlato z enim metom potem šlo, ni bil razočaran, saj v intervjujih, ki je kasneje dejal, ampak dajva se še enkrat preseliti na tisti zadnji met, no, to je bilo, videli smo 70:02, jaz sem rekel ženi, to je zlata, če bo pa zdaj Štal vrgel čez to, si pa torej zasluži. Ja, cela tekma je bila zelo napeta. V bistvu že po drugi seriji sem dobil sporočilo hrvaškega predsednika Atletske zveze, ki je velik športni navdušen, spoznavalec v detajle in mi je že napisal, da je tekma odločena in mi je že čestital za zlato. Ampak potem je seveda v 4. seriji prišlo do tega preobrata. Ne rečem, da pač trenutno je bilo malo razočaranje, ja, ampak v glavnem, ko je Kristjan v zadnji seriji vrgel čez 70 metrov, ko ste nekako že videli, kam leti disk, da bo poletel preko te meje, v glavnem sva z direktorjem Nejcem Jeraša kar skočila v luft in v glavnem praktično vriskala in ploskala. No. Tako da je bilo to res fantastično in pa seveda pol že par minut kasneje, no, tudi v glavnem hladen tuš takoj strani Štola, ki je pa disk zalučil še res neverjetno dlje in je bilo pač, ampak to je atletska zgodba, no, mislim, da redko kater drug šport ponudi tako noro zgodbo, kot se je tu odvila. Ja, Kristjan je vendarle še mlad, čestitke še enkrat na tem mestu, tudi vam, v imenu Atletske zveze imate medaljo, evo, Kristjan je rekel, naslov bo spet moj rekord tudi, tako da verjamemo, da bo, če ne prej, evo, čez 2 leti v Tokiu spet slovenska himna. Upajmo, ampak jaz mislim, da že zdaj, ne glede na to, da prvenstvo še ni končano, pa da imamo še vedno možnost praktično za 3 finala, lahko ocenjujemo prvenstvo kot izjemno uspešno. Dobili smo medaljo, tudi kar nekaj deklet se je uvrstilo v finale. Tina je nastopila izjemno, dejansko en skok, če bi hitreje preskočila tisto višino, pa bi imeli še drugo medaljo. In res se je treba zavedati, no, da živimo v dobi Kristjana Čeha in Tine Šutej, ki od leta 2020 pobirata medalje na vseh večjih tekmovanjih, kar je neverjetno. Rečem malo na pamet, ampak mislim, da v zgodovini samostojne Slovenije atletika še ni doživljala takih rezultatov, kot imamo zdaj.
Ja, ta preporod je čutiti tudi, rekel, na vseh nižjih nivojih. Albert Šova, strokovni vodja, je dejal pred odhodom na prvenstvo, 1 medalja, 4 finala, no medaljo imamo, blizu 4 final, prav tako smo. Jaz se nekaj upam, da se bo zmotil, pa bomo dobili 2 medalji, no, zdaj nismo še rekli zadnje besede, morda lahko presenetita ali pa svoje naredita Maruša, Anita, to bi bilo res fenomenalno. Sicer pod črto pravite, tudi če ni še dodatne medalje, je to prvenstvo za slovensko atletiko uspešnica. Sigurno, če se pogleda razpredelnico medalj, kam se Slovenija uvršča v tem trenutku, je to fenomenalno. Na prvenstvu nastopa več kot 2000 športnikov, več kot 200 držav je prisotnih, to sta, obe številki sta rekordni, in to, da je Slovenija uvrščena z srebrno medaljo na tej lestvici, mislim, da včeraj sem gledal na 19. mesto, je res super. Tudi če pogledamo recimo za primerjavo, Avstrija nima nobene medalje, Madžarska ima 1 bronasto, Hrvaška nima nobene, Srbija ima zlato recimo, no, ampak tu smo. Slovenija je v atletiki pušča določen vtis. Ena stvar, mislim, da pa nam je sem padla v oči, no, letos sta bila že evropsko U23, svetovno U20 in tako naprej, zelo veliko mladih potencialnih atletov in atletin, ponavadi, ne vem, približno isto število moških in žensk, ampak tokrat v slovenski reprezentanci zgolj 2 moška in kar 11 deklet v 10 disciplinah. Kje so še ostali fantje, če si drznem vprašati? Ja, jih iščemo, jih spodbujamo, ja. Zanimivo je, no, da recimo, tudi če kdo spremlja državna prvenstva naša, ne, so recimo določene discipline izrazito moške, ne, recimo srednje proge, zelo veliko fantov teče, ne, napram pri dekletih, ko je recimo konkurenca precej slabša, ne, ampak očitno pa nekega preboja potem čisto do vrha je pa mogoče pri fantih težje, ne, verjetno tudi, ne, mogoče tudi svetovna konkurenca težja ali bolj komplicirana ali na kakršenkoli način, no, ampak je pa recimo, imam pa eno tudi zanimivo zgodbo, govoril sem z predstavnikom se pravi evropske atletike, ki prihaja iz Estonije, on pa se vedno pošali, da vedno gre pogledat Slovenijo, koliko imamo žensk, ker pri njemu grejo pa na prvenstvo vedno sami moški, ne, in da smo potem proti utež, ne. Pač neka taka zgodovinska slika se jim je zgodila, kjer enostavno pač nimajo deklet. Sej ne, da ne trenirajo, tudi neki tekmujejo, ampak fantov je toliko velik in ponavadi je njihova reprezentanca pa sestavljena izključno iz moških in potem on vedno pogleda še Slovenijo in reče, vidiš, smo za proti utež. Se pravi, ko bodo Estonci dobili močnejšo žensko zasedbo, bo imela Slovenija pa močnejšo moško, da pa se spet tako, ja. Morda čisto beseda še v letošnji sezoni, za pol točke, nesrečne pol točke je Slovenija zgrešila preboj v prvo ligo, poznamo tisti Botulinov tek, smola, res, prej ste omenili, ja, Slovenija igra vlogo v evropski, tudi svetovni atletiki, je bilo tisto malo razočaranje, vendarle, ker smo imeli, bom rekel, to vstopnico praktično že zagotovljeno? To je bila ena mojih večjih skrbi pred tem svetovnim prvenstvom, da bi šli na prvenstvo, pa da bi se nam slučajno podrla, ali pa da bi imeli dan smole in slučajno ostanemo spet brez medalje, ne. Namreč analiza letošnje sezone v nekem smislu pokaže, ne, se pravi, na Poljskem smo bili 4. U23 smo imeli 4. mesto, pa se je vse računalo na medaljo. U20 se je tudi računalo na medaljo, pa je bilo 4. mesto. Tina je bila tudi 4., ne, se pravi, ne želimo si abonirati tega 4. mesta, ne, čeprav so vsi rezultati vrhunski, ne, v bistvu neverjetno, kaj tudi mladi počnejo na teh velikih tekmah, tako da seveda pač stvari tečejo naprej, borimo se po najboljših močeh in rezultati ne izostajajo, slej ko prej bodo tudi medalje v teh kategorijah se povrnile, saj iz preteklosti so jih vedno prinašali, ne smemo pa pozabiti, v Sloveniji smo gostili OFEM, Olimpijski festival evropske mladine, kjer pa smo v glavnem tudi dosegli 3 medalje, kar je bil pa vsekakor zelo velik uspeh.
Za trenutek se še pomudiva pri tekaških disciplinah, vendarle je to tekaški podcast. Pred kratkim je slovenski rekord na 10.000 metrov praznoval že 4. desetletje, naslednje leto bo rekord na 5 km, če bo do tega prišlo, praznoval že 5 desetletij, 50 let. Kje bi zajemali fanti, vendarle to so rekordi iz 70-ih, 80-ih, bi pričakovali, da tudi, rekel, ne samo fanti visokega svetovnega razreda, tudi tisti, ne vem, evropsko močni Slovenci, ki bi se lahko prebili do 13:30 na 5, recimo, da obstajajo med to, rekel, selekcijo. Kako zdaj zvabiti, kako spodbuditi? Imamo Butolina, veliko polagamo upov vanj, letos se je morda ta njegov teorski vzpon malo stal. Imamo zadnji še potencialne, ne vem, srednje progaše, ki bi lahko prišli, pa bom rekel, vsaj ta 2 rekorda postavili malo više, pa se morda borili vsaj na evropskih parketu za, rekel, višja mesta. Ja. Podrobnejšo analizo glede tega vprašanja bi prepustil Lucu Zalokarju, on tekaču, novinarju. Mislim, da je že veliko se s tem ukvarjal, veliko je že napisal glede tega. Ja, žal je taka slika v tem segmentu, še vedno ne traja že 4-5 desetletij. Je precej fantov, ki se borijo, ki si želijo, ki se potegujejo. Recimo, en tak je bil Jan Kokalj, ne, ki je vseeno pokazal potencial, ne, pa se je letos odločil, da bi zaključil atletsko kariero. Tako da na Atletski zvezi ti bomo zagotovo prizadevali, da bi pospešili tudi ta segment. Tako recimo tudi v glavi mogoče pri metih še kje je še zagotovo neke rezerve, ne. Verjetno so pač to discipline, kjer v glavi je treba dati spet malo večji poudarek, narediti neko posebno skupino v glavi, ki bo potiskala naprej v glavi, tako da bi slejko prej zrušili tudi te rekorde. Ja, bom rekel z Lucu Zalokarju, ki je sorazmerno še mlad, zdaj alfa gorske pa cestne teke, ne začne on zares trenirati, pa ne on pač napade kakšen resen rekord. Saj je bil srednje progaš, pa ima kakšno mišico za to. Ja. Ja. Vi ste bil tudi tekač, pravzaprav, oviraš, ja, v svoji karieri atletski? Ja, kot mladinec sem tekmoval za AD Kladivar. Nastopil sem, se pravi, v nižjih kategorijah še 300 metrov ovire, pa 100 metrov ovire, potem sem presedlal na 400 ovire, pa 110 ovire. Bil sem v teh kategorijah nekajkrat državni prvak, tudi reprezentant. Je pa res, da na neko zelo veliko tekmovanje se pa nikoli nisem uvrstil, tako da vse to povem tudi na glas, tole moje funkcionarstvo je malo kompenzacija za tisti manko na tekmovalnem področju, tako da lahko preko funkcije podoživim utrip teh velikih tekmovanj, no, in mi zelo veliko pomeni, da lahko zlasti pred začetkom tekmovanj recimo se pridružim ekipi na ogrevalnem štadionu, takrat, ko se štadion spoznava ali pa kaj takega, takrat, kadar imajo pač prost trening še, si dam tudi ponavadi trenirko gor ali pa kratke hlače, potečem kak krog z njimi, se malo raztegnem tam, tako da mi je to zelo veliko, no. Se pravi, še vendarle tudi tečete mogoče rekreativno, občasno ali samo v teh priložnostih? Ne, to pa tečem zlasti v zadnjem času, pač seveda tudi pri meni se leta nabirajo, pridejo tudi kakšni zdravstveni problemi, tako da sem pred nekaj leti začel tako redno teči, recimo, da utečem tam 7-8 kilometrov, enkrat tedensko si vzamem čas. Imam pa letos, no, zato ker je to tudi dogovor z našim članom upravnega odbora Antonem Nonarjem, da bom nastopil na konjiškem maratonu na 10 kilometrov. Ja, Nonar organizira odlično prireditev v Konjicah, ja, tisti krog je zanimiv, 10 sploh ima nekaj klančkov, na koncu treba biti previden pri taktiki, tako da ja, ampak zadnjih 500 metrov pa na polno cilj. Tako. Pa predvsem glasbena spremljava v maratonu je fantastična, ki ti da še dodatno energijo, da res priješ v cilj. Tako, tržiti. Ja, tudi državno prvenstvo je tam letos je tako ja. Na 10, tako da ja, vabljeni vsi v Konjice, konec septembra. Vi kot oviraš, je to vaša ljuba disciplina tudi za spremljati na velikih tekmovanjih, recimo Karsten Warholm je
pač vzel letošnji naslov svetovni rekorder, vam je ta ljuba disciplina, je kakšna druga, ki jo najraje spremljate? Ne bi mogel reči, da mi je kakšna najljubša. Najljubše so mi tiste, kjer v glavnem nastopajo naši atleti, pa predvsem v glavnem, kadar se pol borijo takle za najvišja mesta. Sem ponavadi precej nervozen, da opazujem dogajanje na štadionu, pa se pa rad sprehodim še malo okrog štadiona, da to energijo porabim. Seveda, Karsten Warholm je prikazal fantastični tek v sredo zvečer, postal spet svetovni prvak. Očitno je, da norveška atletika nekaj dela zelo pravilno, glede na rezultate, ki jih dosega. Ker ni samo on, je še družina Ingebrigtsen, pa je še en kup drugih atletov, ki očitno prihajajo za njimi. Tako da bi se bilo potrebno tudi po njih zgledovati. Ja, ravno zadnjič smo se pogovarjali v neki družbi, da recimo finska atletika, ki je včasih bila svetleča zvezda na evropskem negu, je čisto zašla, po drugi strani so Norvežani zdaj močni tudi Nizozemci, recimo, ne. Če vas prekinem, škoda, da ni finska atletika zašla tudi na palc, na ženski palci, recimo. Saj za en met, saj za en skok, saj za en skok. Ne pa, da glih na palci prosperira. Grozno, imate prav, ja, to je sol naravno, evo, tako, ravno strani Finske. Nasploh, poleg slovenskih nastopov v Budimpešti, kako bi ocenil prvenstvo, je kaj posebej presenetilo, kakšnih ekscesov ni bilo, kakšnih hudih rekordov svetovnih tudi ne, je bilo nekaj presenečen na stezi, tudi pri metih in tako naprej. Vas je kakšen dosežek mogoče res navdušil, v šprintih, v tekih na 1500? Pa jaz bi vsem rekel, da je prvenstvo presežko. Vsej v bistvu rekordi prvenstv se praktično padajo vsak dan. Predvsem je pa pomembno to, da atletika piše res eno tako fantastično zgodbo. Vsi ti boji, vse te napetosti, ki se ustvarjajo od kvalifikacij do finala, da en tak suspens, ki gledalce pritegne, ki v glavnem spremljajo. Vidim, da je odziv neverjeten med gledalci, se pravi, tako na internetu kot po televiziji. V tem smislu ocenjujem prvenstvo kot res fantastično. Sebastian, ko je dobil še en mandat na čelu Svetovne atletske zveze, pravijo, da se spogleduje tudi s stolčkom predsednika Olimpijskega komiteja. Bi v tem primeru, če bi on presedlal na najvišjo stopničko športa na svetu, bila atletika morda še bolj vzeta gor, popularizirana. Vendarle so tam zunaj tudi kakšni komentarji, da atletika ni tako blesteča, kot je bila pred leti, da ni tako popularna, ker nima tako velikih zvezd, kot je Usain Bolt in podobni. Bi to držalo ali se moče komentatorji malo tudi motijo? To je malo težko vprašanje, ker tu zdaj idemo že malo na politiko. Seveda, Sebastian Coe začenja 3. mandat, to pomeni, da bo v atletiki 15 let. Bil sem udeleženec kongresa, da bi bil zelo navdušen, kaj se bo dogajalo zdaj v zadnjem mandatu, je vprašanje. Zdaj neki veliki načrti ne verjamem, da so predvideni, zlasti, ker bo po mojem res posvetil veliko energije že od jeseni naprej za kandidaturo za predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja. Tisto mogoče, kar me je zmotilo na kongresu, je to, da je izvolitev v tako imenovani council svetovne atletike, se pravi upravni odbor ali pa predsedstvo, pogojena s tem, da so to dejansko samo bivši najboljši športniki na svetu. Se pravi, olimpijski zmagovalci svetovnih prvenstev, kar samo po sebi ni nič narobe, ampak za razvoj atletike jaz mislim, da morajo vsem priti ljudje z nekim drugim znanjem, z nekim drugim pogledom, nekdo, ki ni obremenjen, če tako rečemo v narekovajih, za preteklostjo in v glavnem načinom, kakor se je delal, ampak v glavnem, da se pripeljejo neke sveže ideje, sveži pristopi. Absolutno se neki ti pristopi kažejo v Budimpešti, recimo, ampak vprašanje je, če bo ves preostali svet temu sledil. Druga stvar, ki pa me pa še bolj zmotila kot to, je pa
neverjetno visoka starost teh članov upravnega odbora. Ne. Vseeno so to ljudje, ki na koncu odločajo in vodijo atletiko, ampak pa naj mi bo oproščeno, ljudje tam preko 70 leta, zgolj zato, zaradi preteklih zaslug, mislim, da v sodobnem športnem funkcionarstvu pač nimajo kaj več početi. No. Enostavno je treba dati tudi na teh področjih priložnost mladim, da prinesejo novo energijo, nove poglede, sveže ideje in tako naprej. Recimo, ena stvar, pa sem mogoče tudi jaz celo preveč v atletiki, da bi to opazil, pa me je znanec, ki je bil zraven na štadionu, na to opozoril. Namreč na štadionu sta dva velika ekrana, na vsaki strani ravnine, če tako rečem, kar pomeni, da na katerih prikazujejo ponavadi skupne rezultate final, ki se trenutno odvijajo na štadionu. Ampak tisti, ki sedi malo pod tribuno, vsaj enega tega velikega ekrana nima. In zelo enostavna rešitev bi bila, da bi obstajale nekje te QR kode, kjer bi ljudje zelo preprosto prišli do teh rezultatov. Ne rečem, da ni objavljen na strani svetovne atletike, pa da tisti, ki se znajde, jih tudi najde. Ampak za ljudi, ki niso tu po atletiki, ki so šli mogoče to uživati kot nek tak spektakel, kot zabavo, bi pa v bistvu ta preprosta rešitev in bistveno bolj pomagala k razumevanju dogajanja na štadionu. Ker roko na srce, zlasti ko recimo pri palcih, pri metih, ko enkrat začne prihajati do nekih ponovitev višin recimo, ali pa kaj takega, zgubiš rdečo nit in če nimaš takoj pred seboj nekih rezultatov, pa razvrstitve, je v bistvu to zelo težko spremljati. Ja, včeraj kot zanimivost, je spletna stran bila tako preobremenjena, spletna stran svetovnega prvenstva, da praktično razen tistih čist zadnjih live podatkov se sploh ni dal nič dobiti, vse je zamujalo in tako naprej. Tako da tukaj na tem področju, glede na to, da smo v digitalni dobi, bi morda dal eno manjšo črno pikco organizatorju, tudi merilcem časa, ki so vmes večkrat kakšne čase narobe prikazovali na displejih in tako naprej, ampak pustimo recimo to malenkost za izboljšavo, morda naslednji. Vedno so možnosti za izboljšavo še, ne? Tako. Ena od stvari, če so že pri popularizaciji atletiki nasploh, je tudi ta novi koncept nekdanji, nekdajno svetovno prvenstvo po maratonu, sedaj svetovno prvenstvo v cestnih tekih v Rigi bo čez dober mesec, letos prvič polovička 5 kilometrov milja, tudi svetovno prvenstvo v maratonu ne bi šlo v to smer. Ste kaj govorili o tem na kongresu, da se atletika sedaj pripelje med ljudi, da bo vsak lahko na svetovnem prvenstvu? Ja, veliko je bilo temu posvečenega, zato ker očitno je to nek nov trend, ki so ga zaznali tako v evropski kot svetovni atletiki. Namreč težko se zdaj slehernik poistoveti s Kristjanom Čehom in gre v park disk metati, ali pa recimo skakati s palco. Medtem ko pa tisto, kar pa imaš lahko skupno točko, je pa atletika tek. In zdaj, glede na to, da vedno več ljudi teče, je mislim, da zelo dobra poteza, da so odprli tekaška tekmovanja tudi za množice, kjer bodo lahko nastopili na isti progi, relativno istočasno, skupaj z največjimi zvezdami teka, ne samo maratonskega, tudi srednje dolge proge, cestni teki. Tako da to mislim, da je eno tako veliko približanje zvezd atletike ljudem na neposredni ravni. Se pravi, ko se srečaš na ulici, na tekaški stezi. Hkrati je pa seveda to nujno potrebno zaradi tekačev samih. Že pred 4 leti v Dohi smo se pogovarjali, da je nenormalno, da maratonci tečejo sredi noči, ko je bilo par stopinj hladneje kot pa podnevi. V Budimpešti se je v resnici ta zgodba skoraj ponovila, ker nikakor se ne da maratona teči pri 36 stopinjah ali pa pri 28, kakor je recimo zjutraj v Budimpešti že bilo, ker enostavno se tudi asfalt ali pa beton se ne skladi in enostavno ta vročina puhti skozi celo tekmo v tekmovalce in je to nevzdržno. Se pravi, če se bodo ti teki prestavili v ločeno prvenstvo, bolj v jesenski čas, kjer se temperature umirijo, bo tudi v bistvu za tekmovalce to zelo pomembno.
Kakšno pa je nasploh zanimanje recimo za letošnjo svetovno prvenstvo med atleti nasploh, morda tudi na svetovni ravni, bodo prišle tja, rekel, zvezde, teka na 5-10 kilometrov maratonci v Rigo, ali bo to letos še bolj v neki zagonski fazi? Odkrit rečem, to pa res ne vem. Enostavno je bil zdaj fokus na Budimpešto, tako da nismo še nič niti v tem naprej v taki meri razmišljali, tako da se bomo mogla še enkrat dobiti, pa bom takrat pokomentiral to. Odlična istočnica za naslednjič. Morda za konec samo še en pogled v leto 24, Evropsko prvenstvo, olimpijske igre. Vsaj za olimpijske igre so norme še bolj zašiljene, kot bi rekel Andrej Stare, kot so bile za to svetovno prvenstvo. Kakšni so, glede na to, da se že zbirajo, da je to manj kot eno leto do tja, kakšni so recimo neki plani slovenske atletike za dve veliki tekmovanji v letu 24 ali pa želje? Naj vas popravim, v bistvu so 3 velika tekmovanja, ker je vse še dvoransko svetovno prvenstvo v Glasgowu. Jaz mislim, da so zelo dobri obeti. Zlasti tole svetovno prvenstvo, na katerega se je kvalificiralo 13 Slovencev in Slovenk, izredno dobra platforma za prihodnje leto. Upajmo, da ne bo poškodb, da ne bo kakršnihkoli zapletov na tem področju. Mislim, da imajo vsi možnosti za uvrstitev tudi na olimpijske igre. Res je, norme so nenormalno visoke in jih bo redko kdo dosegal, ampak k sreči imamo v atletiki tako imenovan ranking sistem, se pravi možnost uvrstitev preko rezultatov. Tukaj bo slovenska atletika naredila korak naprej, kar se tiče mednarodne atletske lige. Letos se je izkazalo, da je bil miting v Slovenski Bistrici, ki je bil ranga Challenger, izjemen uspeh. In smo že štartali na to, da bi drugo leto ga povišali v bronze level, se pravi še eno stopnjo višje, kar bo dal našim atletom še dodatne točke v tem rankingu. Hkrati seveda je to tudi pristop k popularizaciji slovenske atletike. Mislim, da imamo ta sistem relativno dobro naštudiran in ga bomo skupaj z atleti in trenerji v popolnosti izkoristili, da se kar največ atletov kvalificira na svetovno in evropsko prvenstvo, svetovno dvoransko in pa evropsko prvenstvo, ki bo v Rimu, in pa seveda potem tudi na olimpijske igre. Hkrati pa seveda ne smemo pozabiti, vsekakor cilj je pa tudi medalja na vseh 3 tekmovanjih. Ok, potem rečemo takole, za konec naj bo srebrno 2023 iz Budimpešte, potem zlato. Na katerikoli od 3 destinacij, kar na vseh rečemo. Kar na vseh rečemo, kar štartamo, kar na zlato. Ni razloga, da bi popuščali. Vse se dogaja sorazmerno blizu, Glasgow, Pariz, Rim, tako da navijači tudi vabljeni, da si že zdaj malo pogledate, kam boste šli navijati za naše, atlete. Gospod Primož Feguš, jaz se zahvaljujem za vaš čas, tole bil izvrsten pogovor, mislim, da so najni gledalci in poslušalke tudi marsikaj odnesli. Boste morda poleg konic še kje odteku, se pravi, ali pa v konicah, če vas kdo premaga, recimo, zdaj vsi gledalci in poslušalke, če greste v konice teč na 10, premagate predsednika Atletske zveze, se lahko slikate potem z njim, zastonj, ne hecam se. Boste še morda kje nastopil, boste še kam šel, ali je to edino nastop za vas letos? Po mojem bo to edina tekma, mislim, da, čeprav ne izključim pa možnosti v glavnem, da se še kakšne tekme kje druge udeležim, ampak to bo izključno rekreacijske narave, tako da brez tekmovalnega naboja. Važno je, da v cilj pritečem v mejah normale, to bom rekel. Po slovenskem dresu, jasno. Tako. Gospod Feguš, še enkrat hvala za vaš čas, hvala za vse informacije. Želim še naprej uspešno delo, pa odlične uspehe v slovenski atletiki. Hvala za povabilo, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in tako ste rekel, navijamo za slovensko atletiko, atletika je zagotovo v vzponu in upam, da bodo tile rezultati iz tega prvenstva spodbudili nove otroke, da se bodo vpisali v atletiko, tisti, ki že tekmujejo, pa da bodo v glavnem predstavili še malo višjo predstavo,
se uvrstili na najvišja tekmovanja in dosegali medalje. Naj se vam besede pozlatijo. Hvala, gospod Feguš, in srečno, se vidimo. Hvala lepa, nasvidenje. To je to za danes. Hvala gospodu Fegušu, hvala tudi vam za pozornost, za spremljanje. Hvala vsem donatorjem v mesecu avgustu. Za Mateja Pečnika smo zbrali 700 evrov, res lepo. Hvala vam. Gremo naprej v nove zmage, naslednji teden se vidimo, ja, in pošljemo pozdrav poletju, pa pozdravimo tekaško jesen. Lepo se imejte, uživajte tam zunaj, se vidimo. Čau!